Prav lepo pozdravljeni. Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov je iz leta v leto prepoznavnejša in razširjena tudi zunaj Zasavja oziroma Zagorja, kjer se je pravzaprav začela. Na dan spomina na mrtve smo obiskali zagorsko pokopališče. Videli smo precej zastavic, ki so krasile grobove. Čeprav je število zastavic vsako leto večje, je še vedno opazna tudi tradicija prižiganja sveč. Vendar pa akcija dosega svoj namen in za našo televizijo je to potrdil tudi organizator Primož Jelševar. Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov v letošnjem letu poteka že šestič. Začela se je leta 2009 v Zagorju. Takrat smo zbirali za Onkološki inštitut v Ljubljani in že v tistem letu smo bili kar krepko presenečeni nad odzivom ljudi, Zagorjanov, nad pozitivnimi učinki te akcije. V letošnjem letu akcija poteka v 10 slovenskih občinah, to je Zagorje, Trbovlje, Domžale, Sevnica, Ribnica, Naklo, Tolmin, Grosuplje in pa v Ljubljani. Na terenu imamo več kot 200 prostovoljcev, akcijo pa podpira več kot 60 različnih organizacij, to je od klubov, društev, dobrodelnih ustanov, občin in vsi živi, no. V letošnjem letu je v Zasavju sploh blazno oziroma zelo pozitiven odziv ljudi. Moram povedati, da do sedaj smo porabili že več kot dvakrat toliko zastavic kot v prejšnjih letih, tako da tudi pričakujemo, da bo sam odziv in izkupiček akcije zelo pozitiven. V letošnjem letu zbiramo že drugič za splošno bolnišnico Trbovlje in sicer za sofinanciranje nakupa inkubatorja, ki ga v Trbovljah v bolnišnici in porodnišnici nujno potrebujejo. V trboveljski knjižnici je v sredo v okviru domoznanskih večerov po Trbovljah s Kumerati gostoval klub ljubiteljev tehnike Trbovlje. Član kluba Stane Kovačič je predstavil knjižico o zgodovini trboveljske iskre z naslovom Dioda 1N4000X, 50 let proizvodnje polprevodnikov v Trbovljah. Knjiga je posvečena vsem, ki so soustvarjali polprevodnike v Trbovljah in s tem upeljali tehniški napredek v dolino. Po stečaju Iskre je dolgoletno tradicijo proizvodnje polprevodnikov v Trbovljah nadaljevala firma Diopin, od leta 1998 pa multinacionalka iz Nemčije Diotek. Glede na to, da je tovarna v Trbovljah imela dober kadrovski potencial, so lastniki obdržali izdelavo diod, mostičkov in proizvodnjo čipov, vključno z difuzijo. Podjetje, ki se nahaja v delu nekdanjih Iskrinih prostorov, zaposluje 94 ljudi. Staneta Kovačiča smo po predstavitvi zaprosili za komentar o nastanku knjige. Ko ste začeli pisati to knjigo, ste se zavedali problemov, na katere boste naleteli, kajti arhiva ni bilo, kot ste omenili? Ne, to pa res, da ne. To je zadnja stvar, ki sem jo pričakoval. V meni je bila samo želja, da napišem nekaj o zgodovini Iskre, o nastajanju in o uspehu. In sem rekel, ni problema, jaz se bom spustil gor v tovarno, kjer je Diotekova tovarna, mi bojo odprli arhiv in potem bom jaz najdel materijala in bom samo sedel in pisal in brskal in pisal. Žal, tako kot sem povedal tudi v svojem izvajanju, od vsega tega ni bilo nič. Ne materijalov, ne slikovnega, ne faktografskih dejstev, tako da sem bil postavljen in bil tudi v dilemi, ali naj sploh nadaljujem ali ne nadaljujem. Pa sem se odločil, v redu, bom šel od človeka do človeka, od sodelavca do sodelavca, mogoče se bo tukaj slika najdla, tam kak podatek najdu, tam kak star časopis najdu, Iskrin, naš lokalnik oziroma interni, ker smo tudi interne časopise zdaj, pa nisem omenil tega, ne. Pa bom to naredil, no in končno mi je to uspelo. No, še sreča, da nekateri ohranjajo te svoje spomine. Kje se je vse pravzaprav, kje so poznali diodo v svetu in kako so jo uporabljali? Kje se dioda uporablja? Dioda se uporablja v vsaki aplikaciji. Tudi ta kamera, ki naj zdaj snema, ima noter polprevodnike. Polprevodniki, silicijevi polprevodniki, tranzistor je osnova vsega napredka, ki ga danes v svetu vede in nevede uživamo. To je kolo moderne tehnologije.
kolo moderne tehnologije, je polprevodnik. Torej, Iskra, to je pravzaprav moderna industrija, kaj ne? Absolutno, absolutno, in zato pravim, takrat, ko se je tovarna v Trbovljah začela, smo iskali kadre, ki jih v tej dolini nikoli ni bilo. Iskali smo metalurge, iskali smo elektronike, iskali smo kemike, skratka zadeve z znanjem, ljudi z znanjem, ki ga v tej dolini rudnik ga ni potreboval, cementarna ga ni potrebovala, strojna tovarna ga ni potrebovala in je bila dana šansa mladim ljudem, ki študirajo, ki so bili željni študirati, da bojo ostali doma med svojo družino, v svojih prijateljih, znancih in v svoji dolini. In kar ni nepomembno, 2/3 žensk je bilo v kolektivu. Tako je. 2/3 žensk, to je bila tudi osnova, da se je pripeljala ta tehnologija oziroma ta tovarna v Trbovlje, ker je bilo ogromno. Noter v knjižici je en podatek, mislim, da je bilo 649 v nekem presečnem datumu zaposlenih, od tega je bilo 490 žensk, ostalo tistih 100, ki je tazga, 1:4 recimo je bilo razmerje ženske in moških v tovarni. In to ženske, ne samo za trakovi, ženske so bile na vodilnih položajih, ženske so bile glavni tehnologi, ženske so bile financerke, so bile planerke in tako naprej in tako dalje. In mnoge od teh so danes tukaj. So. In sem zelo ponosen na to. Zelo ponosen. Hvala lepa. Hvala vam. V Kisovcu, natančneje na ulici 15. aprila in Rudarski cesti, se počasi končujejo gradbena dela, ki so zadnje mesece precej otežila promet in gibanje posameznikov, kar je bilo še posebej opazno na šolski poti. Nenehno razkopavanje je razjezilo tudi tamkaj živeče. Zadnje dni izvajalci polagajo še vodovodne cevi, kar je spet ponovna ovira na teh poteh. Kot so nam na občini Zagorje pojasnili, je razlog tehnološkega značaja. Več o sami akciji pa je za naše gledalce povedal vodja oddelka za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnik. Občina Zagorje skupaj z izvajalcem del, to je Godina iz Kozine in pa AGM Nemec v Kisovcu intenzivno finaliziramo vsa dela na cesti 15. aprila, to je za kompletno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije. V tem trenutku pa se izvajajo dela zamenjave vodovodnega omrežja v cestnem telesu, ki bo osnova oziroma podlaga za kompletiranje in finalizacijo asfaltnih površin. V tem trenutku je potrebno izvesti še hišne priključke izven cestnega telesa, tako da se pričakujemo, da bodo asfaltne površine obnovljene in na novo postavljene do konca tega meseca. Sočasno se pa izvajajo dela tudi na Rudarski cesti, v Jevšnikovi ter na Lokah, tako da želimo pred zimo čim več odprtih kanalov, ki so že v večji meri dokončani, tudi zapreti z asfaltnimi površinami. Verjamemo, da bodo v decembrskih dneh stanovalci lahko spet normalno živeli, starši pa svoje otroke neovirano vozili v šolo. V steklarni Hrastnik so te dni končali investicijo v enoti Special, v kateri proizvajajo specialno stekleno embalažo. Remont, ki je trajal od 15. septembra do 3. novembra, omogoča povečanje proizvodnje na 138 ton visokokakovostnega stekla na dan. Hkrati so znižali porabo energije za 20% in zmanjšali vpliv na okolje. Po besedah generalnega direktorja Andreja Božiča je steklarna Hrastnik energetsko ozaveščeno podjetje, ki skrbi za učinkovito in smotrno rabo energije in vode. Z izbiro najsodobnejše tehnologije in uvedbo vrste okoljskih izboljšav, ki temelijo tudi na lastnem znanju, dosegajo bistveno nižjo rabo energije in vode, tudi potem, ko so povečali proizvodne kapacitete. Celotna naložba je vredna 8,5 milijona evrov. Podjetje pa z njo utrjuje svoje vodilno mesto med proizvajalci tehnično zelo zahtevnih steklenic. Še to, včeraj je bila v Zasavskem muzeju odprta razstava in predstavljena publikacija 210 let zasavskih steklarn, o čemer bomo poročali naslednji petek.
S prepotrebno obnovo osnovne šole Trbovlje smo zagotovili odlične pogoje za delo ter učenje zdajšnjim in novim generacijam otrok. Prihodnost šole in življenje v njej sta zdaj v vaših rokah. To je del nagovora dozdajšnjega župana Trbovelj Vilija Trevna ob slavnostnem odprtju osnovne šole Trbovlje. Tako je uspešno dokončana ena izmed največjih naložb v zadnjih 20 letih, vredna 3 milijone evrov. Del sredstev je prispevala Evropska unija, del pa bo pristavilo tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, in sicer kohezijska sredstva v višini 166 tisoč evrov. Sredstva ekosklada pa so bila v višini 931 tisoč evrov. O novi pridobitvi smo se še pred slovesnostjo pogovorili z ravnateljico osnovne šole Trbovlje Klementino Šuligoj. Ja, danes bomo na osnovni šoli Trbovlje uradno otvorili našo prenovljeno šolo. Sicer smo na šoli že od 1. septembra, ampak v tem času so še vedno potekala določena dela, danes pa uradna otvoritev. In kdo se tega najbolj veseli, učenci ali pa učitelji? Mislim, da je bilo za učence in učitelje včerajšnji dan kar naporen, ko smo pripravljali prireditev, ampak veselimo se pa vsi. In koliko oddelkov in učencev šteje vaša šola? Matična šola skupaj z obema podružnicama ima 29 oddelkov, ki jih obiskuje 545 učencev. In kako ste povezani s podružnicami? Mislim, da zelo dobro sodelujemo, predvsem v preteklem letu, saj smo pouk izvajali tudi na podružnični šoli Alojza Hohravta, kjer smo imeli tudi vse pisarniške prostore, tako da sodelovanje je dobro. Torej je učencem z matične šole bilo všeč na podružnici? Mislim, da jim je bilo na vseh lokacijah, na vseh 6 lokacijah, ki smo jih pripravili v preteklem šolskem letu, všeč, ampak pogrešali pa so našo šolo. Seveda. In kaj je po vašem mnenju največja pridobitev? Pridobitev je veliko. Telovadnica je popolnoma obnovljena in v njej bo tudi danes potekala uradna otvoritev. Nova okna, senčila, elektrika, veliko stvari. Učenci šole so ob odprtju izvedli zanimiv kulturni program. Z eno izmed sodelujočih učenk pa smo na kratko poklepetali tudi mi. Si učenka osnovne šole Trbovlje. Se lahko predstaviš, prosim? Zdravo, sem Nina Pečnik iz Trbovlja, hodim na osnovno šolo Trbovlje v 9. A razred. Danes nastopaš tudi v kulturnem programu. Ja, pri pevskem zboru pa plesna točka. Ta prireditev je v čas pravzaprav prenove šole in sanacije. Kaj ti je pa pri teh delih najbolj všeč? Ja, zelo lepa je telovadnica, ker je čisto na novo narejena, barva je zelo zanimiva, malo bolj prikupna, prej ni bila toliko. Pa notranja šola je tudi malo bolj urejena, kot je bila včasih. Pa tudi tvoji sošolci tako mislijo? Ja, večina ja. V krajevni skupnosti Izlake se jim je uspelo z občino Zagorje po dolgotrajnih pogajanjih dogovoriti, da se je končno asfaltirala cesta mimo Sešljarja, ki je tako imenovana Plinska cesta in Stara cesta v Podlipovici. Ti dve cesti sta zelo pomembni v primeru poplav, saj takrat ponavadi potok pri podjetju Skiti prestopi bregove in se regionalna cesta na tem odseku zapre. Zdaj bo obvoz lažje izvesti. Začasno je bila sanirana tudi cesta v Zabreznik, ki jo je zemeljski plaz uničil do te mere, da ni bila prevozna, nam je še sporočil dozdajšnji predsednik sveta krajevne skupnosti Borut Novšak. Sledijo kratki oglasi. Ostanite z nami, ker bomo v nadaljevanju poročali o 90-letnici Tineta Lenarčiča, o obisku pravnika Andraža Terška v Litiji, poročali pa bomo tudi iz prve seje občinskega sveta Trbovlje in z 2 zanimivih razstav. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295.
Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. V Trbovljah, natančneje v Delavskem domu, je bilo v ponedeljek odprtje mednarodne razstave z naslovom Rudniki kulture – od industrijske do umetniške revolucije. Projekt je financiral Labin Art Express iz Labina na Hrvaškem. Razstava, ki združuje umetnike iz republik nekdanje Jugoslavije, je namenjena zaščiti rudarske dediščine. O projektu je spregovoril direktor Trboveljskega delavskega doma Zoran Poznič. Povedal je, da gostijo umetnike. Zelo priznane umetnike iz področja bivše Jugoslavije, iz okolij in mest, kjer so podobno kot v Trbovljah in kot v celem Zasavju zapirali rudnike, od Mojkovca v Črni gori, Aleksinca do Labina na Hrvaškem. Tako da se tu nekako predstavlja ena umetniška paradigma, en umetniški napor enega čisto določenega socialnega etosa, socialnih razmer in presenetljivo je to, kako smo si v resnici vsi podobni. Izhajamo iz podobnih okolij, iz podobnih socialnih struktur in razmišljamo na zelo podoben način. Ta razstava je v bistvu poskus, kako združevati, kar je bilo še pred parimi leti nezdružljivo, umetnike z področja bivše Jugoslavije na področju vizualne kulture, kako jih nekako pod narekovaji seveda prisiliti v en skupni napor, v eno skupno idejo in kako se potem ta ideja tudi uspešno realizira. Ta razstava potuje po vseh teh krajih, odkoder prihajajo umetniki in vsebuje totalno cel razpon vizualne umetnosti na začetku 21. stoletja, se pravi tam nekje od klasične slikarske paradigme, pa kaj do novomedijskih postavitev in tudi filmske umetnosti. V našem kinu bomo predvajali kar nekaj filmov priznanega, svetovno znanega srbskega ali da rečem vojvodinskega režiserja Želimirja Žilnika. Tako da razstava, ki je vredno ogleda, zato da se spomnimo vsi Zasavci, odkje smo, odkje vlečemo korenine in da mogoče razmišljamo tudi o tem, kje smo zdaj, ta trenutek in predvsem pa, kam naj bi šli naprej. V Trboveljskem delavskem domu je bila naslednji dan v Stari galeriji odprta še ena zanimiva razstava fotografij Borisa Skalina. Razstava nosi naslov Slovo, jami, separaciji in tetu. Na fotografijah je dokumentirano stanje na teh objektih vrsto let nazaj, s spoštljivo časovno sledjo vse do današnjih dni. Na njih lahko vidimo že posabljene, pa tudi aktualne objekte in detajle trboveljske rudarsko-industrijske dediščine. Na odprtju sta spregovorila avtor in Aleš Gulič, vmes pa je bil kratek glasbeni program. Boris Skalin se je za podporo zahvalil nekdanjemu županu Trbovelj Viliju Trevnu in magistru Zoranu Pozniču. Odprtje je bilo zelo dobro obiskano. Boris Skalin pa se je na kratko pogovoril tudi z našo ekipo. O aktualnosti vaše razstave današnje govorijo vaše fotografije. Očitno, da vestno spremljate dogodke v tej dolini. Ja, ne more biti drugače. Dal sem svojo mladost, dijaška leta, študentska leta s knapi. Delali smo skupaj po Jugoslaviji, križem kražem, težka dela. Nisem montanist, nisem knap, ampak sem srcem s knapi in s to dolino Zasavja. Vsaka vaša fotografija bi lahko imela tudi svojo zgodbo. Očitno, da vam motivov res ni manjkalo. Ja, vsaka fotografija ima svojo zgodbo. Tudi svoje ime pri meni v mojem srčnem arhivu. Ker vsaka fotografija nekaj pove. Brez
tega ni. Ja, očitno pa poudarjate tudi povezanost. Nekoč je bilo, danes je, bo. Jaz že dolgo se držim tega, da današnjega dne predvčerajšnjega ne bi bilo, to ste prebrali v vabilu tudi, in jutrišnjega ne bo brez današnjega. To nekateri pozabljajo, vendar čas jih bo povozil, ta rek bo pa ostal. Očitno je ta vaša razstava zelo zapažena in upam, da jo boste še kje postavili, ne samo v Zasavju. Ja, pogovarjam se tudi, da bi jo kje druge postavili, vendar vedno s povezavo z delavskim domom, z direktorjem delavskega doma sva dogovorjena, da bova to razstavo še kje ponovila. Lepo. Zdaj nam pa še zaupajte, tamle piše, da je Perk Mandl pobegnil na kum od politike, je to vaša misel? Ja, kipec Perk Mandlca je od Zorana, zamisel je moja in to fotografijo sem naredil z namenom, da pokažem, da je ta prijatelj knapov v jami zbežal, ampak ni zbežal zavedno. On se je samo umaknil v hribe, ker že tudi v preteklosti smo imeli, da so ljudje šli v hribe z dobro mislijo za povratek in za zaščito svoje zemlje. Na novembrska približevanja v kulturni center Litija sta prišla Silvo in Andraž Teršek. V pogovoru z Vladimirjem Jakopičem sta predstavila svoje poglede na delo in življenje. Dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik in profesor na Primorski univerzi, je povedal, da se z očetom izražata v različnih svetovih. Skupen ima je le svet športa. Kot njegov oče, Silvo Teršek, bi se rad ob delu zabaval, torej iskal le lepe in dobre plati, a je ugotovil, da si je dolgo preveč jemal k srcu in s tem škodil predvsem sebi. Njegov sin Andraž pravi, da je bistvo vladavine prava sam postopek in ne končni rezultat. Njegova predavanja niso vnaprej pripravljena z listi in projekcijami in če je študentom posredoval vsaj 2 uporabni misli glede prava, potem je predavanje uspešno. Vsako predavanje je drugačno, unikatno, ker si želi drugačen način študija in izobraževanja. Ko se pojavi v medijih, ga ljudje zasujejo s pošto, ker želijo mnenje, ali se jim je zgodila krivica glede sodišč, ali jih je preprosto zapustil razum. Prav na to vprašanje je odgovoril tudi za našo televizijo. Gospod Teršek, dejali ste, da kadar se pojavite na televiziji, prejmete veliko pisem. O čem so pravzaprav ta pisma? Kaj vas ljudje sprašujejo? Večina pisem je res takih, da se te dotakne. Ljudje razkrivajo svoje stiske. To so običajno stiske, ki jih imajo v razmerju do države, do institucij, upravni organi, centri za socialno delo, sodišča. In pogosto me niti ne prosijo direktno, da bi jim pomagal, ker ne morem vselej, ker marsikdo iz javnosti ne ve, da pač ne opravljam odvetniškega poklica in enači odvetnika in pravnika, ker ni ustrezno. Mnogo jih piše enostavno zato, ker čutijo, da se jim je zgodila neka krivica in bi radi moje mnenje. Ali se jim je res zgodila krivica v postopku s temi organi ali pa njim odpovedala sposobnost mišljenja. In ko jim povem, da se jim je zgodila krivica, in to je pošasten paradoks te družbe in tega časa, ki ga živimo, pravzaprav odidejo srečni, ker bodo lažje živeli s to krivico, kot pa z občutkom, da ne znajo več logično razmišljati. Tako daleč smo že prišli in to je grozno. Gospod Teršek, največ vprašanj pa zagotovo v zadnjem času dobite tudi v zvezi z zadevo Patria in Janezom Janšo. Vaš zadnji intervju v Delu je prav gotovo razburkal tiste, ki mislijo tako in tiste, ki mislijo drugače. Kaj menite o tem?
O tej temi se ne želim več pogovarjati, ker sem povedal in napisal kot predstavnik ustavništva, sodobnega ustavništva vse, kar je bilo potrebno in kar sem želel. Seveda me pa močno žalosti, da toliko mojih pravniških kolegov tudi na to temo, tudi na to pravno temo javno nastopa, kot da nikdar ne bi niti vstopili na pravno fakulteto. To me malce žalosti, ampak na to nimam vpliva. Kaj pa vaš roman, Bruten? Brutalci, ja. Bruten je res nekako zdaj med prijatelji v Stoliču kot nov pozdrav. Zdaj me vsi pozdravljajo z Bruten, ker mi je čist posrečeno. Ja, tako kot vsako stvar sem ga napisal predvsem zase in od tistega trenutka naprej, ko knjigo oddam, me pravzaprav ta prav dosti ne zanima. Če me kam pokličejo, rade volje pridem, ničesar pa ne naredim za to, da bi me poklicali. Izjavo, ki jo je dal za našo televizijo Silvo Teršek, bomo objavili v naslednji oddaji. Na konstitutivni seji občinskega sveta občine Trbovlje, ki je potekala v ponedeljek, je volilna komisija poročala o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Imenovali so komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Imenovana je bila tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Potrjeni so bili mandati 27 občinskim svetnikom. Novo izvoljeni občinski svetniki pa so potrdili tudi mandat novo izbrani župani Jasni Gabrič. Kako vidi delo občinskega sveta v novem mandatu, nam je povedal njen protikandidat Borut Dolanc in SDS, ki ima v občinskem svetu 6 svetnikov. Ja, poglejte, res je, mi smo najmočnejša svetniška skupina, se pravi, poleg županje in svetniške skupine. Mi smo se odločili, da bomo šli seveda v opozicijo, bomo pa konstruktivna opozicija, podprli bomo projekte, tako kot v mandatu 2010-2014, tisti, ki so dobri za Zasavje, za zagon gospodarstva, s tem se bomo mi podprli, seveda opozarjali bomo pa tudi nekakšne še kole pravilnosti, če se bodo seveda dogajale. Torej imate svoje prioritete? Prioritete so seveda takšne, oživitev gospodarstva, Trbovlje, bi rekel, ven iz te recesije spraviti in mi bomo sigurno konstruktivna opozicija, da bomo poskušali pomagati, ne pa nagajati. Trbovlje je torej po dolgem času prevzela županja, ki je ena od 16, ki so letos za 4 leta prevzele krmilo v slovenskih občinah. Zdaj je formalno in uradno, naslednjo sejo boste vodili že vi. Ja, res je. Malce čudni občutki, priznam, se bo treba navaditi. Mislim, da bodo tudi drugi, do zdaj bilo vedno župan, imeli malce težav pri izgovorjavi, ker bo beseda nekoliko daljša. Ampak tako kot se vsega človeka v življenju privadi, smo pa tudi tega, ne? Kaj vse bomo delali, boste delali, pravzaprav o temu se bomo še veliko pogovarjali. Ste pa že verjetno razmišljali tudi o sodelovanju z ostalimi občinami v Zasavju? Ja, absolutno. Jaz sem že zdaj bila odprta tekom mojega podžupanovanja in zelo rada sem odšla v sosednje občine, bodi si Zagorje, Hrastnik ali pa še katero drugo, malce dlje, kakšen meter. Tako da jaz si želim tega sodelovanja, da čim več, ampak takšno, ki bo konstruktivno, ki bo na koncu imel neke rezultate, da ne bo to samo, bom rekla, posedanje morda, pa debatiranje na dolgo in široko. Naslednjega dne je bila še primopredaja med prejšnjim županom Vilijom Trevnom in zdajšnjo županjo Jasno Gabrič. Čisto za konec oddaje pa smo prihranili še en prav poseben dogodek. V torek je namreč zasavski literat, kulturni in družbeni delavec Tine Lenarčič napolnil častitljivih 90 let. Naslednji dan so mu literarni prijatelji v dvorani Društva upokojencev Trbovlje kot svojemu ustanovnemu in dolgoletnemu članu pripravili literarni večer. Dvorana je bila premajhna za vse, ki so želeli svojo prisotnostjo izkazati spoštovanemu znanemu Trboveljčanu. Slavljencem sta se pogovarjali in vodili program Marina Benetek in Cvetka Kozmos. V glasbenem delu večera so nastopili godalni orkester Glasbene šole Trbovlje, Riko Majcen, harmonikar Franci Vrtačnik in ženski trio Jesenske rože, ki so slavljencu na koncu takole zapele. Sam
Večer je bil v znamenju spomina slavljenca na čase, ko je bil med tistimi, ki so po vojni ponovno začeli knjižničarstvo, pa kako so gradili delavski dom, planinsko kočo in še kaj. Povsod je bil v dela močno vpet tudi Tine Lenarčič, čigar bogato življenje bomo predstavili v eni izmed naših oddaj. Na slovesnosti smo se pridružili iskrenim čestitkam ob visokem jubileju. Danes smo iz zakladnice vaših spominov slišali marsikaj. Ste mogoče že razmišljali o tem, da bi to tudi zapisali, te svoje spomine? Ne, tu se pa še nisem zredo. Marsikdo mi je že rekel, da je bilo dobro, da bi se tukaj zapisali, ampak nekaj tega je že zapisano v obstoječih publikacijah, nekaj pa mar biti tudi ne spada, ni vredno, mar biti, da bi se še kdo drug s tem ukvarja. Možno, ampak v glavnem spomina ne bom pisal. Škoda, bi lahko rekli vsi, ki vemo, da je Tine velik poznavalec zgodovine Trbovelj. Se pa ta čas ukvarja z novim projektom Zgodovina planinskega društva Trbovlje. No, včeraj ste imeli rojstni dan, 90 let. Povejte nam, zaupajte nam recept, kako ohranjate tako jasne misli in dober spomin. Ja, se ne vem, če so glih jasne, ne vem, to bi jaz težko rekel, ampak vendar, kolikrat sem zmogel v tej letih ohraniti spomin, vsega to sem pač povedal. Sej, veliko takih stvari je še zapovedati, če koga zanima, jaz sem zmeri na volje, moram povem, kdorkoli pride, jaz za vsakim razložim vse. Ampak drugače pa sam se pa ne rinem nikamor, to pa moram priznati. Tudi v imenu televizije ETV vam iskreno čestitam in upam, da se vidimo čez 10 let. Ja, seveda, boste zraven. Ja, boste zraven, dobro. Vi obljubite, da boste, ali? Ja, seveda, absolutno. Torej se vidimo. Sej komi 10 do 100, ne? Ja, tako. Ja, hvala lepa, pa lep večer še naprej. Ja, vam pa glih tako hvala lepa za obisk, pa za vaše prizadevanje, da širša zasavska javnost ve kaj več o teh literarnih prijateljih. S pesmijo Rika in Francija, velikemu Slovencu, pa se za nocoj poslavljamo. Želimo vam prijeten večer. Slovenecam, Slovenecam, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala.